Pozdravljeni. Pozdravljeni. Z nami je Boštjan Kristan iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. V letošnjem letu je začelo delovati inovacijsko posredništvo kot podpora EIP projektom Evropskega partnerstva za inovacije. Lahko malo več poveste o vaši vlogi, o vašem delovanju? Ja, res je. Na kmetijsko-gozdarskih zavodih že približno 1 leto delujemo inovacijski posredniki. Zdaj, kaj je naša naloga inovacijskih posrednikov? Jaz bi rekel, da bi mogoče to označil z temi besedami, ki smo jih že na včerajšnjem delu posveta in pa danes tudi dostikrat slišali. To je sodelovanje, povezovanje in pa ustvarjanje nekega zaupanja med svetovalci, raziskovalci in kmeti. Torej, na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v okviru inovacijskega posredništva organiziramo delavnice za kmete. Zdaj na teh delavnicah se pogovarjamo o raznih izzivih, idejah, težavah na kmetijskih gospodarstvih, katere bi lahko v okviru naših EIP projektov reševali. S kakšnimi izzivi prihajajo kmetje k vam oziroma s kakšnimi temi idejami, kakšnimi potrebami? Ja, kmetje prihajajo, bom rekel, z zelo različnimi potrebami. Pojavljajo se jim razne težave, morda v tehnologiji, morda pri sami pridelavi, pri rabi FFS-jev, zdaj malo je tudi odvisno od panoge. Mi vemo, da zastopamo več panog v kmetijstvu, od sadjarstva, vinogradništva, zelenjadarstva, poljedelstva in potem nekako kmete tudi grupiramo v neke skupine in jih povezujemo z raziskovalci, ki delujejo v teh naših skupinah, z svetovalci, tudi z drugimi zavodi med sabo in skušamo kreirati neke skupine, ki so sposobne te njihove probleme oziroma ovire reševati. Zdaj smo pred novim programskim obdobjem. Kmalu bo, oziroma naslednjem letu bo predvidoma nov javni razpis za Evropsko partnerstvo za inovacije, tako da bo vaše delo še kako pomembno za kreiranje novih projektnih skupin, operacijskih skupin, tako da želimo vam veliko sreče in uspešno delo še naprej. Hvala in smo zelo, bom rekel, hvaležni, da se ta del tudi v novi skupni kmetijski politiki v novem programskem obdobju ohranja in tudi mi si želimo veliko dobrih rezultatov z našimi kmetijami. Hvala lepa. Hvala.